Vaja, ki jo pokaževa sedaj, je zelo dobra vaja za aktivacijo in krepitev trebušne stene, prav specifično prednje trebušne stene. Najbolje je, da se uležemo blizu stene, toliko, da smo z glavo zelo blizu, približno 5 cm oddaljeni plus minus, odvisno spet od gibljivosti ramen. Potem dlani takole naslonimo, pritisnemo ob steno. Zdaj sama višina dlani je odvisna tudi malo od gibljivosti zapestij, ramenskega obroča. Lili odgovarja ta višina, nekateri mogoče malo višje, nekateri malo nižje. To v bistvu poskusimo malo in nekako zavzamemo tisti položaj, v katerem bi imeli občutek, da bi najmočneje lahko potiskali steno stran od sebe. In to je tisti položaj, širina dlani, nekje približno v širini lastnih ramen. To je tista osnova, kar se rok tiče. Zdaj, potiskanje stene predstavlja en del vaje. Torej, še predno karkoli lahko naredim, lahko že steno zmerno potisnem in zdaj ramena so že v akciji. Pazim samo, da ne potiskam tako, da mi ramena lezejo gor proti ušesom, to je edina stvar, ki jo pazim. In zdaj, ko Lili tiščito v steno, je že rahla obremenitev zgornjega dela, predvsem ramenskega obroča. Potem pa dodamo, ko potisnemo v steno, zmerno ali pa kar konkretno močno, aktiviramo trebušno steno tako, da skupaj s takim prisiljenim izdihom predstavljamo si, kot da bi imeli močen balon in bi ga želeli napihniti z enim takim močnim izdihom. Na tak način rebra potisnem v smeri proti nogam, trebušne mišice se aktivirajo okrog in spredaj. In zdaj, če že samo to držim, pa kar čvrsto tiščim v steno, je že nek napor. Poskušam začutiti povezavo rok, ramenskega obroča in trupa, da je vse skupaj nekako sodeluje pri potiskanju stene stran od sebe. Ok, malo se sprostiva. Zadeva ni tako zelo enostavna, kot na prvo oko izgleda. Zdaj sem tudi prosil Lili, da se malo spočije, ker zadeva res vzame kar nekaj energije. Ok, greva še enkrat. Zdaj bova pa na vse to dodala še dodatno obtežitev. Bova pokazala dve opciji, kako si zadevo lahko potem še dodatno obtežim. Torej, potisnemo v steno, rebra grejo proti nogam, trebušna stena je aktivna. Tukaj le spodaj, nekje pri spodnjem robu lopatic, trup tišči čvrsto v tla in je trup stabilen. Zdaj pa zadevo olepšava tako, da eno koleno počasi dvigneva gor. Vmes, ko premikam noge, ohranjam položaj in pritisk v steno. Z drugo nogo gor. Zdaj, ko bom spuščal noge, bo zadeva malenkost težja. In zdaj počasi kontrolirano spuščam eno nogo počasi dol. Tukaj postane malo težje. In grem še z drugo. Seveda skrbim, da so rebra dol, da me ne usloči v križu vmes. In recimo sva na nek način naredila eno ponovitev. Če ste z vajo seznanjeni prvič, je bolje, da se dela počasi, tako kot sva zdaj z Lili pokazala, pa se naredi zelo majhno število ponovitev, pa to dobro, pa kvalitetno. Pokaževa še drugo malo težjo opcijo. Torej, potisnemo v steno, rebra dol, trup je čvrst, gremo z enim kolenom počasi gor, vmes ne porušimo položaja trupa, drugo koleno gor. Zdaj bo pa Lili z obema nogama rahlo potiskala stran, seveda bolj daleč, kot bo šla, težje bo. Se bomo kar ustavili, zdaj je že na meji, da jo zvije, je že kar težko, greva nazaj in z nogami potem dol, v pauzo. Tako da, če ste opazili, ne vem, če se je videlo, je bila zadeva že kar konkretno težka. Noge definitivno ne želimo iztegniti do konca, ker to je konkretno težko. Par centimetrov je čisto dovolj, zadržimo sekundo, 2, 3, gremo nazaj in potem v pauzo se sprostimo, roke in ramena sprostimo in spet nadaljujemo z drugo ponovitvijo. Tako da glavni namen vaje je aktivacija in kontrola trupa, predvsem trebušne stene. Karkoli delam z nogami, naj si bo prva opcija, ki se vam pokazala, druga opcija ali pa so še tudi nekatere druge, ves čas skrbim, da trup ostane v enakem položaju. Rebra ostanejo nizko, trebušne mišice so napete, definitivno ne želimo, da mi medenico začenja kotaliti stran, oziroma drugače povedano, ne želimo, da ne začne zvijati v ledvenem delu hrbta čisto nič.